jaz ne moram govoriti kot politik, ne. Misla k naslovu. K naslovu Nova levica. Vse, zdaj po pojavu Podemos pa Syrize bi že lahko bilo Nova levica, ne. Ker se Podemos in Syrizo se tudi ta, bi rekel, socialno-družbena paradigma prvotnega komunizma spet vrnila na sceno in se ponuja kot ena alternativa. Lani sem srečal na Krnskih jezerih dve španski dekleti, ki sta gor šle, pa so bile iz te Podemos, ne, stranke. No in smo se pogovarjali in sem jih vprašal, ne, kako to, da niso izkoristili krize. Ne, če res imajo tako dobro rešitev, pa zdaj bi kriza dejansko klicala komunista, pridi in nas reši, ne. Ampak ni, v bistvu si danes, Syriza zdaj ima v Grčiji nek uspeh, je na oblasti, Podemos je zrastel, ampak na katalonskih volitvah je zdaj že spet padel, ne, pa so stari socialisti spet dobili, nekako nima tisti stara levica, ali kako bi rekel, nova stara levica nima tega takega uspeha, kot ga ima ta nova levica, kot jo pojmujemo zdaj, katere del je tudi te ideologije gender, čeprav te ideologije gender ne bi komplet enačil z levičarstvom, ne. Ker tudi liberalci, desni liberalci znajo pograbiti z veseljem, ne, tako da je to. Glede naslova. Daš pa naslov je tako v originalu. Malo še pogrešam v tej debati, da bi še drugi del naslova krščanstvo, ne? Tako, bomo prešli zdaj iz levice, da ne bo... Kristjani smo zavezani k dialogu, k temu nas spodbuja svojim zgledom še posebej sedanji papež. Kateri so tisti nastavki, ki nam omogočajo odprti in ustvarjalen dialog? Na katerih področjih bi bil najbolj zaželen, celo nujen? Jaz sem prejšnji teden bil prvič v življenju v Sveti deželi, ne? In smo šli tja v Genezareško jezero, Kineret, 4 imena ima Galilejsko morje, kjer je Jezus največ pridigal. In potem v tistem okolju razumeš, zakaj je tam pridigal. Zakaj tam, ne? Zakaj ne v Jeruzalemu? Zato, ker tam so prišli skup narodi. Zato, ker tam je tekla cesta iz Mezopotamije do Sredozemlja, tam skozi. Ker tam je bila meja med pogani, pravovernimi Judi in heretičnimi Samarjanci. Vsi so tam skupaj prišli k tistemu jezeru. Jezus je načrtno izbral prostor, kjer je bilo veliko pluralizma. V današnjem pomenu besede idejnega, kulturnega, nacionalnega pluralizma. In v tistem prostoru je zasadil evangelij. Torej, evangelij v svoji naravi je cilja na pluralnost in tudi kasneje, zgodovinsko gledano, je uspel zato, ker je Rimsko cesarstvo dopuščalo neko obliko pluralnosti. Ne? Hočem povedati, rojstvo evangelija, pa razvoj prvotnega krščanstva nam govorita o dialogu, čeprav še seveda takrat tega pojma dialoga nismo imeli. Ne? Kasneje, seveda, ko pa je krščanstvo postalo državna religija za Konstantinom, ne, ali pa vzporedna v srednjeveški navezi tron, oltar, paradržava ali pa paradržava skoraj postala cerkev, ne, potem pa prišlo do ene ideološke nadgradnje, ne, ki pa je postala tudi agresivna, izključujoča z inkvizicijo in podobnimi sistemi, ne. Ampak prvotno pa je dialog vgrajen globoko noter v evangelij, v evangelizacijo in seveda bolj teološko gledano dogmatično, pa seveda samega Jezusa Kristusa, ki je Bog in človek v enem. V Sloveniji se nam mimogrede zgodi, da pademo v znane pasti kulturnega boja. Kako to zaobiti? Slovenci imamo težavo z dialogom, pravijo tisti, ki to preučujejo, da je to naša stara težava že več 100 let. Gre od protestantizma naprej, od janzenizma, ki se pojavi na cesarskem dvoru za časa Marije Terezije, potem ta janzenizem zapopade katoliško populacijo. Zaradi janzenizma, ki je bil dokaj trd, izključujoč, je tudi recimo Baraga zapustil Slovenijo in šel v Ameriko, ne? Tudi notranja trenja je ta janzenizem povzročal. In potem, ne vem kaj, potem je prišla komunistična revolucija, ki je, bi rekel, to janzenistično paradigmo, ki je bila nekako bolj katoliška, obrnila sebi vprit ali pa na svoj način in postala še bolj izključujoča do drugače mislečih. Tako da dejansko mi smo v zadnjem stoletju nimamo
nimaš se na kaj opreti, ko iščeš neki prostor dialoga. Lahko se opremo katoličani na Kocbeka, recimo, na Kocbeka, ne? On je poskušal ta dialog, krščanski socializem, ampak potem je bil strašno zmanipuliran, na njem je veselo, ne vem koliko udbovcev, vse to zdaj vemo, ne? Dejansko je bil kontroliran in zmanipuliran. Tako da ni te tradicije, ne, dialoga. Vendar ljudje, ko se pa srečajo na kafeju skupaj, na kozarčku vina, pa se vendarle znajo pogovarjati. Ne. Včasih je treba malo se tudi potruditi in če tudi ni neke velike tradicije, če je bolj tradicija spora, Trstenjak je rekel 3 lastnosti ima slovenski človek, delavnost, poštenost in prepirljivost. 2 sta že izginile, ena še ostala. Prepirljivost, ne. Torej, mislim, da bi lahko tudi iz tako imenovanej baze, ne, lahko precej dialoga krenilo. Prejšnji teden sem bil tu v Ljubljani, smo imeli dialog, sicer poslanec, seveda to je politika organizirala, ker je bil evropski poslanec Ivo Vajgl v sredini, ampak smo se pogovarjali dostojno, lepo, normalno in spoštljivo. Jaz, ki nisem zastopal RKC, tako kot so potem mediji to razglasili, jaz sem pač bil tam kot jaz, ne, oni so pa to že videli RKC, ne? Ampak na drugi strani pa gospod Miha Lobnik, ja. Smo se čisto normalno zmenili, no. Tako da smo videli, da se da. Mogoče bi tu samo gospodu Primcu malo v zgodovino stopila, zdaj, ker smo nekatere našteli. Vi črpate in rastete iz Krekovega krščanskega socializma. V teh dneh bomo praznovali 150-letnico njegovega rojstva, pa me zanima, ali nas njegova spoznanja lahko kaj naučijo za današnji dialog? Lahko kaj tam črpate? Ja, seveda. In ko sem malo popravil, ne Krekovega krščanskega socializma, ampak Krekovega krščansko-socialnega nauka. To je velika razlika. Krek ni zase nikoli rekel, da je socialist, zato ker je socializem po njegovem bil brezbožen in on je bil pa globoko veren človek. Jaz bi rekel, da je za dialog nujno potrebno osnovno človeško spoštovanje. Se pravi, dialoga med ideologijami bomo težko našli, ker vsaka ideologija je na nek način trda, izključujoča in, lahko rečemo, tudi z težnjo po prevladovanju. Se pravi, dialog lahko najdemo med ljudmi, tudi če so predstavniki ideologij. Se pravi, to je prva stvar, ki se jo moramo zavedati. Se pravi, da damo sebe kot človeka pred ideologijo. To je temelj kakršnega koli dialoga. In če damo sebe pred ideologijo, damo tudi drugega človeka pred ideologijo, ki jo morda vidimo v njem. To je spet ključna zadeva. Ker če bomo videli v vsakem človeku samo neko ideologijo v popolni prevladi, ki ne bi jo dosegla, potem bomo do tega človeka težko vzpostavili tisti spoštljiv odnos, ki je potreben za vzpostavitev dialoga. Zato bi jaz želel, da bi ljudje, predvsem na začetku, gledali v drugih ljudi z prepričani taki in drugačnimi, ki jih imamo, in se kot taki spoštovali. Če bomo to dosegli, potem sem prepričan, da bomo lahko se začeli pogovarjati, da se bomo lahko začeli pogovarjati o rešitvah. Tukaj bi jaz predlagal, da se pogovarjamo o konkretnih rešitvah. Ne, da se gremo prepričevati, čigava idejna podlaga je boljša, čigava je v perspektivi za vse ljudi primernejša, ampak dajmo se pogovarjati o konkretnih rešitvah. Ko se bomo pogovarjali o konkretnih rešitvah, po mojem mnenju, bomo bistveno lažje prišli do skupnih točk, ker vendarle ljudje se moramo zmeniti, kako bomo na tem svetu živeli. In zmenimo se bistveno lažje ob, ne vem, vprašanju ceste, vprašanju komunale, vprašanju, kako bomo konec koncev uredili naše šolstvo, kulturo in tako naprej, kot pa če se bomo pogovarjali zgolj in samo, kdo ima prav. Ker če se bomo pogovarjali, tako kot se v Sloveniji vse prevečkrat pogovarjamo samo iz izhodišča, kdo ima prav, je ta pogovor vnaprej obsojen na propad in tega pogovora se jaz, žal, tudi če se bi kdo hotel, ne bom šel. Jaz bi se rad pogovarjal o konkretnih temah in o konkretnih rešitvah. Kakšno vlogo pa naj ima v tem dialogu cerkev kot inštitucija? Ali naj ta dialog popolnoma prepusti laikom? Seveda, cerkev je inštitucija, ki med drugim tudi mora voditi in spodbujati ta dialog. Mislim, da je to ena njenih ključnih nalog, da spodbuja dialog. In edino z dialogom, to je pač moje razmišljanje, bomo prišli do tistih ključnih rešitev za našo družbo. Bomo lahko ustvarili tisto pravo arhitekturo slovenske družbe, v kateri bomo vsi skupaj
bolje, bolj strpno živeli, kjer bomo ne nazadnje imeli večjo materialno in predvsem duhovno blaginjo. Za to gre. In seveda, vsak dialog je naporen. Vsak dialog je naporen. Najmanj naporen je pravzaprav ne dialog, ko zavrneš kakršnikoli pogovor. Rečeš, nimaš prav, si ne vem kaj, da ne bom tukaj uporabljal grdih besed, in greš mimo. Ampak potem ne pridemo nikamor. Treba je vložiti napore, in ko se bomo tega vsi zavedali, potem sem prepričan, da bomo prišli do skupnih boljših rešitev za boljšo Slovenijo. No, jaz bi želel vendarle, v četrtek imamo na Ljubljanskih Žalah slavnostno akademijo ob 150-letnici rojstva dr. Janeza Evangelista Kreka, ki je potem naslednji dan. Se pravi, 27. november je velik dan za vso Slovenijo, pa žal tako zelo zamolčan dan, tako kot je zamolčan dr. Janez Evangelist Krek. Janez Evangelist Krek je bil začetnik, lahko rečemo, slovenskega civilno-družbenega delovanja. Se pravi, on je v nas prebudil zavest, da moramo biti aktivni, ne samo v okviru svoje družine, ne samo v okviru svojega posla, ne samo v okviru svoje župnije, ampak tudi kot aktivni državljani na vseh področjih, kjer lahko skupaj zagotavljamo svoj interes. In kot veste, je bil v tem smislu pobudnik delavskega gibanja v Sloveniji, eden glavnih začetnikov zadružnega gibanja v Sloveniji, ki je seveda potem prerasel, lahko rečemo, v samostojno slovensko bančništvo. Kaj je pomembno, ko gledamo dr. Kreka? Za njega je bil vedno v ospredju človek. Tudi ko je šlo za posle in bil je, lahko rečemo, vodja organizacije, recimo zadružne zveze, ki je obračala ogromen denar, seveda v okviru zadružnega gibanja, v okviru vseh stotin zavarovalnic in vseh aktivnosti trgovskih, ki so jih te zadruge upravljale. Ampak vedno je imel ključno vlogo pri njemu človek. Kaj bomo naredili za človeka? Poleg tega seveda, da je zadružništvo pomagalo mnogim majhnim posameznikom, da so se združili, da so lahko konkurirali na trgu, je tudi, to moramo vedeti, in to je zelo pomembna zadeva, ves dobiček iz zadružnega gibanja, ki ni šel v stalno rezervo zadružne zveze in pa posamezne zadruge, šel v domače okolje. Tako so takrat, lahko še danes opazujemo, nastali mnogi zadružni domovi, ki so bili centri kulturnega, športnega in siceršnjega izobraževalnega delovanja v naših krajih. Se pravi, ves dobiček, ki se je ustvarjal, se je vlagal v kraj, se je vlagal nazaj v ljudi. In to je tisto, kar mislim, da se mora ponovno zavedati. Se pravi, dobiček ni namenjen bogatenju neke elite, neke ozke skupine ljudi. Moramo vzpostaviti sistem, ki ga je vzpostavil dr. Krek, da se dobiček usmeri nazaj v razvoj človeka, v razvoj njegove kulture, športa in duhovnosti. Tako da, ko bomo razumeli tako te naše medsebojne, gospodarske, kulturne in vse ostale odnose, predstavljam si, da bo to res neka družba, v kateri bomo lahko bolj srečni in ki jo bomo dejansko lahko vsi bolj razumeli kot svojo, kot je rekel pred časom predsednik države. Želim si, da bi Slovenijo razumeli ne kot svojo državo, ampak kot svojo domovino, kraj, kjer smo doma. Se pravi, to bo lahko samo takrat, kjer se bomo tukaj dejansko vsi počutili sprejete, kjer bomo razumeli, da smo pomembni, kjer se bo nas vlagalo. Pa smo slovenski katoliški laiki dovolj pogumni za enakopraven dialog v politiki in civilni družbi? Jaz smo včasih večkrat rečem, da smo stoletje laika vzgajali, da je ovčka, zdaj pa enkrat pričakujemo, da je lev. Ne more ena ovčka kar tak lev postati, neki vse posod prisoten laik. Lik klerika je v slovenski cerkvi silno močan. Ne nazadnje, če vzamemo eno številko družine, enkrat sem štel, 40% slik so posvečene osebe v družini, v tedniku. Torej, lik posvečene osebe, klerika je izjemno močan, govorim za notranje cerkvene razmere, ne toliko za zunaj. In to je sigurno ena blokada, da se laikat ne razvije tako, kot ga tudi drugi Vatikanski koncil pričakuje. Ljudje rečejo, če imamo župnika, zakaj bi to mi, ali pa naj župnik reče. Kot župnik, podeželski župnik, sem doživel že absurdne situacije, da smo kot župnik dati strokovno mnenje, kako rešiti problem meteorskih vod pri veročni učilnici. Vi, župnik, vi rečete, strokovno jaz rečem,
tak ali tak, pa tak. Drugi dan je prišel gradbeni mojster, ki je vse življenje nadziral gradbišče, prišel gledati. Se je drv, ulo je na podvorišču, kdo je to rekel, jaz sem za vogal stopil, kot tako vojske. To mi je bila šola mojega klerikalizma. Čevlje sodi naj kopiter, ne. Torej, sigurno laiki rabijo, samo hvala Bogu imamo zdaj tudi ljudi, ki pa vendarle znajo odreagirati. En je tu med nami, ne, ali dva, ne, ki tudi, bi rekel, so. Zakaj so? Zato, ker so deklerikalizirani v tem, kot tudi papež Frančišek pravi o deklerikalizaciji, ne, cerkve, v tem papeževem smislu, ne. Ker torej živijo svoje poslanstvo iz svoje notranjosti, iz krstne karizme, seveda poštevajo duhovnika in podobno. Duhovnik mora pač paziti, ne. Jaz nikoli ne smem postati aktivist, če sem duhovnik. Tudi, če se zdaj zavzemam, recimo pri tem referendumu sem proti, ne. Pa bom tisto, kar pač lahko župnik naredi, ne da bi posegal v politično delovanje, tako tipično za stranke, bom tudi nekaj naredil v svoji župniji, da bomo pač naredili tako, da bo čim več tudi proti. Ampak to ne smem nikoli narediti na način, da ne bi nekdo, ki je v moji fari za, več ne prišel k meni. Razumete? Da bi rekel, ti več nisi moj župnik. Jaz sem vedno župnik za vse, ki so krščeni. Ne? In to moramo duhovniki zelo paziti, da nas zdaj v tem obdobju ne odnese, ne, v neko prehudo ihto in potem v bistvu na dolgi rok sebi škodimo, čeprav na kratkoročnost zdi, da se kaj dobrega naredil. Ne? Toliko bolj hočem vedeti, kaj pomembna je delitev na klerike in laike, kaj delajo eni, kaj drugi. Ne? Mogoče samo dva stavka. Jaz bi si seveda iskreno želel bistveno več angažiranosti vseh državljank in državljanov. Predvsem pri mladih, ki so pametni, ki so izobraženi. Pogrešam njihov glas, ne slišim jih. Res to pogrešam, pa naj bo to v različnih formah civilne družbe. In ja, tudi kar se laikov tiče, mislim, da smo preveč, vsi skupaj mlahavi, preveč smo tiho. Tukaj so neke pobude, prebudimo Slovenijo, a ne, gospod Jože Strgar, prebudimo Slovenijo. Takšnih gibanj bi moralo biti bistveno več. In res mi moramo Slovenijo spraviti na noge. Ne gre za revolucijo, gre za to, da dejansko artikuliramo svoje poglede. Kaj želimo? Kaj želimo glede našega materialnega statusa oziroma standarda in seveda tudi duhovnega. Saj smo duhovna bitja. In tu bi razmišljam, nimam rešitve, kako, na kak način mobilizirati civilno družbo, prav vse nas je malo, nas je samo 2 milijona, da dejansko artikuliramo svoj pogled na prihodnost in tako potem te poglede seštejemo in poskušamo najti najboljše rešitve za vse nas. Bi še kaj dodal, gospod Primc? Lepo sta povedala, da se samo pridružujem. A je mogoče med vami s kakšnim vprašanjem mogoče? Jaz bi rada zaključila tako v pozitivnem, tem imamo še veliko, ampak nas ura preganja. Rada bi pa zaključila v enem pozitivnem smislu, pa če bi vsak na kratko lahko povedal, ste optimisti, bo možen dialog, bomo lahko s spoštovanjem sobivali, ker namreč tudi tukaj ni zdaj nobeden od vas tega izpostavil. Vseeno tisti, ki se zavzemamo, ali pa tisti, ki brani danes stare kulturne družinske vrednote, vedno znova tvega posmeh. In zato je tudi mogoče, preden se postaviš, mislim, tako izpostaviš, da se ti posmehujejo, tudi malo premisliš, ne, že podzavestno. Zato mislim, da je tudi zaradi tega malo manj izpostavljanja. No, kakor kje, ne. Jaz sem podeželski župnik, pri nas tega posmeha ali pa še kaj hujšega eden, ki bi bil za ta zakon, ne. Tako da tam moraš skoraj malo biti zaščitnik takih tega mnenja, v smislu, da ima vsak pravico do mnenja, ne. Pač verjetno tu v ljubljanskem urbanem okolju, ker je pač tu Ljubljana pač tradicionalno levo voli, je tako liberalno usmerjena, če uporabim ta izraz, ne. Verjetno ima kristjan tu večji občutek, da je stisnen v kot, da je napadan, da pripravi neko konferenco, neko okroglo mizo, pa pridajo pa in mu zapojajo nasprotniki, ne. To se samo v Ljubljani zgodi, nekaj lepega v bistvu, no.
Torej, podeželje pa je precej drugačno, ne? Precej drugačno, zna biti tudi zelo nestrpno. Ne? En ateist, recimo, zna imeti grenko uro na podeželju, ne? Ali pa en taki, en deklarirani homoseksualec, recimo, ne? Istospolno usmerjeni, ups, ne? To pa boljše se preseli v Ljubljano, ne? Hočem povedati, da ni tako enoznačno, da smo vedno kristijani tisti stisnjeni v kot, ne? Odvisno pač, kje je večina, pač premagati moramo tisto, da večina lahko se izživlja nad manjšino. Ali je ta večina krščanska, ali ateistična, ali bilo kakšna, pač manjšino mora varovati, ne? Mora z njo znati lepo delati, no? In če so kristijani v manjšini v nekem okolju, mora večina isto se ravnati. Kristijani pa enako v drugem okolju. Tako, ne. Je pa res, ne, ravno sinoči sem bral od predsnočešnjem ta OSCE, ne, ki že je organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, ne, eno poročilo o sovražnosti, se pravi, in v porastu je sovražnost na podlagi vere, da si torej tarča sovražnih dejanj, napadov na podlagi tvojega verskega prepričanja. To je v Evropi v porastu, ne. Ali so to muslimani, ali so to kristijani, ampak je, in pride takoj na drugo mesto, na prvem mestu je sovražnost do tujca, ne, ti so najbolj zaznamovani, na drugem mestu pa sovražnost do verujočega. Tako da je tudi na to treba opozarjati, ne. Mogoče bi tu nadaljeval, kot je gospod Cesnik povedal, sovražnost zato, ker sem pač veren, ker jasno povem, da sem kristijan, ker jasno povem, da sem katoličan. Tukaj moramo dejansko se zavedati, da je verska svoboda ena osnovnih človekovih pravic, ne? Ena osnovnih človekovih pravic. In ja, če gospod Cesnik podeželski župnik, kot je rekel, potem sem jaz politiki prihaja iz podeželja, med državnim zborom in našim domom, kjer živi moja